Lepo pozdravljeni in dobrodošli, hvala, ker ste z mano. Danes delamo atletski nivo pilatesa, usmerjen na noge. Okej, jaz imam pripravljeno elastiko. Elastiko vzamete poljubno, glede na intenziteto, ki vam pač paše. Jaz sem tudi to zbrala iz estetskih namenov. In pa jaz imam tukaj eno tako v bistvu brik oziroma ploščo, na katero bom položila stopalo. Namen te plošče, ki je majčkeno dvignjena, je, da nam dvigne peto in da je v bistvu lažje delati globoke počepe. Zato, ker v bistvu imamo višjo peto in v bistvu se manj ahilova tetiva raztegne in nam tako v bistvu omogoča, da peto držimo na tleh, kljub temu, da nimamo tako gibljive ahilove tetive. V glavnem, ampak vse vmes razložim, zdaj pa štartamo. Okej, primarno začnemo na vseh štirih, bomo majčkeno ogreli kolke in sicer začnemo s kroženjem kolen nazaj. Torej, pelješ koleno nazaj, ga zarotiraš, torej da medenico odpreš in potem koleno potegneš spodaj pod telo. In z izdihom greš v krog, z vdihom pa vračaš nazaj. Gremo tole še dvakrat. Pazi, da so dlani spodaj pod ramo, da je hrbet v nevtralnem položaju. In zdaj gremo še zadnjega, dvigneš nogo gor in zdaj, ko jo pripelješ na ven, iztegneš nogo, jo spustiš dol, se usedeš nazaj, se usedeš gor, dvigneš in nogo pripelješ spet pod telo po isti poti. In brcneš, odpreš, iztegneš, spustiš, dol raztegneš, dvigneš in pripelješ. To je že v bistvu že kar napredna, taka mobilna ogrevalna vaja, tako da s to kar previdno. Če vam je pretežko, pojdite samo kroge delati, torej da nadaljujete ono prvo vajo. Tako, gremo še zadnjič. In spustiš, raztegneš dol, dvigneš nazaj gor. Super, gremo druga stran. Velik krog, zaokrožiš naokoli, pod telo vdih. Z izdihom velik krog, zaokrožiš naokoli, pod telo. Gremo dva. In gremo zadnjega. Super, zdaj pa nogo iztegneš, jo pripelješ na ven, jo iztegneš dol, na tla, raztegneš aduktorje oziroma primikalke kolka oziroma notranje stegenske in ven odpreš. Gremo dva. In gremo zadnjega. In pavza. Pospraviš nazaj noter. Super. Koleno damo majčkeno narazen. Zdaj se pa z rokami globoko spusti z boki dol med kolena, pa dvigneš nazaj gor. Tukaj lahko dihaš poljubno, kakor ti paše. Jaz v bistvu tule naredim globoko dih, zato da se raztegnem, da dobim tisto širino, ker pač ne zahtevamo aktivacije v tem položaju. Ampak drugače pa čisto, kakor paše telesu. Gremo dva. In gremo ena. Super. In zdaj tukaj zadržimo, ker gor smo. Damo levo roko zadaj za glavo in gremo vdih spodaj pod telo, torej s komolcem. In pol z izdihom pogledaš čim bolj gor proti stropu. Vdih zasuk, izdih gor. Tale rotacija z izdihom je bolj pomembna, kakor to, da gremo s komolcem spodaj pod telo. Zdaj gremo. 3, 2 in 1. In zamenjaš druga stran. Vdih spodaj pod telo, z vdihom odpreš. In imaš 4,
3, fajn raztegankle, ko priješ gor, fajn zasukaj, imaš 2 in imaš 1, super, in mačkam dol raztegneš. Odlično, zdaj pa gremo na komolce, kolena damo skupaj, na komolce se opremo in gremo leva noga iztegne in dvigujemo gor. Z izdihom iztegneš, dvigneš gor, vdih spustiš ravno nogo dol. Izdih dvigneš, vdih spustiš. Izdih dvigneš, vdih spustiš. Super, imamo 2 in imamo 1. Zadržiš gor, zdaj pa gremo z vdihom spodaj pod telo in z izdihom ven. Torej koleno pokrčeno pelješ pod telo in z izdihom ven. Vdih pod telo, z izdihom ven. Pod telo, z izdihom ven. Imamo 3. Imamo 2, imamo 1 in tle gor zadržimo. Zdaj pa levo nogo imamo zadaj in opremo se v levo dlan. Mačkam lahko desno stopalo zasukamo na ven, bo nam lažje in pa boke moramo ful odpreti. Ja, tako da zdaj smo v bistvu popek kaže naravnost, ne več dol v tla. In zdaj z tega položaja koleno peli do rame, pa izdih nazaj. Koleno pelješ do rame, izdih nazaj. Zdaj pa tle nujno je, da stiskaš spodnjo zadnjico. Torej, spodnja zadnjica je tista, ki bo najbolj pekla in je nujno, da jo potiskaš in jo stiskaš še malo višji. Zdaj, če pride do krča, popustiš, počiješ, raztegneš, drugače pa kar probi dovolj, da te peče, ne popuščati. Imaš 3, imaš 2, imaš 1, pazi zdaj. Zdaj pa koleno pripelješ do poličke in jo to poličko zapreš, pa odpreš. Poličko zapreš, pa odpreš. Ja, ta polička mora biti res polička, ne sme biti tako nekaj na pol na dol. Okay? In zdaj spodnja zadnjica. Probaš še mačkam stisniti, ker si na vrhu, še malo stisni spodnjo zadnjico, da te naprej porine, da bi hotel odprti v bistvu svoje kolke. In imamo 3, 2 in 1 in zdaj nogo iztegneš in roko iztegneš. In zdaj bomo samo roko. Roka se zapre na dol in nariše sonce. Noga mora biti pa skozi, boki skozi na ven obrnjeni, pa spodnja zadnjica skozi stisnjena. Na dol, pa velik sonce. Pa zasukaš na dol, pa velik sonce. Zdaj prije še malo rama upoštev. Malo se na njo na ramo nasloniš, pa odpreš. Malo se na ramo nasloniš, nogo drži visok gor, ne dovoli, da ti pada, peče. Ja, kaj pa smo zdaj? Koliko lahko zdržimo, da imamo še vedno kontrolo? Koliko lahko jaz utrudim določeno mišico, da še vedno lepo izvajam vajo? Ja? Ja, kaj pa smo? Atletski nivo. Ajde. 2, stiskaj zadnjico, drži nogo gor, stisnem trup in zadnja. In zdaj popustiš dol in se vrneš iz tega položaja, takole počas, da spustiš glavo dol oziroma prideš v položaj otroka. Zdaj klele mačkam se lahko nagneš levo-desno, da malo raztegneš oziroma da čutiš razteg glutealne mišice in se mačkam nadihaš, zaradi tega, ker gremo zdajle vse še enkrat to na drugo stran, na drugo nogo. Ok. Zdaj pa se dvigneš nazaj na vse 4, jaz se obrnem, tako da bila skozi stran od vas obrnjena, ko gremo na bok.
Zdaj najprej začnemo. Zdaj, kar je tukaj zdaj problem, je to druga serija. Desno zadnjico imamo itak že čisto zmatrano, zdaj bomo še levo zmatrali in v bistvu na koncu pri drugi seriji, oziroma tudi če delamo ločene ponovitve, oziroma pol telesa, pride kar malo višja intenziteta, ker smo že majčkeno utrujeni. Tako da zdaj probamo imeti fokus, glavo tam, kjer mora biti pri telesu in štartamo z dvigom noge. Torej z izdihom dvigneš, vdih spustiš. Z izdihom dvigneš, vdih spustiš. Tako, če pogledamo, tole bomo zdaj delali 5-10 minut, pač tole zdaj specifično serijo, v primerjavi s celim dnevom. Tako da izkoristi teh 50 minut, da te peče, da te boli, da trpiš, da komi se še premikaš. Zdaj, ker pol, ko bo konc, bo ful dober in boš vesel, da si šel čez to. Tako da vztrajamo in držimo fokus na telesu, držimo fokus na tem, kaj moramo delati, kako moramo dihati. Gremo zadnja in zdaj vdih pod telo, pokrčiš, z izdihom ven. Vdih pod telo, z izdihom ven. Jaz moram zraven še govoriti, razlagati in tudi mene peče, do konca me peče, tako da zdržite z mano. In zdaj zadnjega, še eden, zadržiš gor in se čim prej zasukaš, da nam ne popustijo. Takoj, ko se zasukamo, zdaj ful lažje, Samo da smo zasukani zaradi tega, ker je zdaj takoj stranski del gluteusa, prej bil zadnji. Tako da to so takoj različne mišice, zdaj bo tudi pekal, ampak vsaj v tem imamo olajšanje. Ok, koleno komolc, oziroma tako, koleno rama. Hočem, da prijemo do rame. Tukaj, ko se nagneš naprej, lahko narediš vdih, pa nazaj izdih, da se mi ne usločiš, da mi ne popustiš reber. Vdih, izdih, spodnja noga, spodnje stopalo je lahko majčkeno ven zasukan. In greš. 3, 2, in 1. In naredimo poličko. In spuščaš dol, dvigneš gor. Spuščaš dol, dvigneš gor. Ajde, spodnja zadnjica zdaj tako peče, da komaj živim, komaj govorim, ampak zdržiš. Imamo 3, probi gor majčkeno zadržati nogo. 2, počasi vračaj. 1, in zdaj nogo stegneš, se zasukaš, roko iztegneš in gremo dol. Se zasukaš, roko spustiš in narediš velik krog. Dol se zasukaš, spustiš in narediš velik krog. Spustiš in narediš velik krog. Bravo. Imamo 3. Spodnjo zadnjico stiski, kakor se da. Imamo 2, še malo. Imamo 1. In imamo pauza. In streč. Nazaj. Ojojoj. Kar majčkeno bodimo v tem položaju, da nam raztegne gluteuse, zadnjične mišice. Malo greš lahko desno pa levo, zdaj čutiš v bistvu, kako je leva bolj zategnjena, kako je bila prej desna. Ja, in lepo izkoristiš ta streč. Super. Ok, in se počasi dvignemo gor. Se zasukamo na zadnjico in obsedimo. Vzamemo elastiko.
in si jo potegnemo gor nad kolena. Takole. In gremo zdaj kar takoj. Jaz bom šla zdaj spet na levi bok prvo, oziroma da bo moja desna noga delala, zato ker prej sem z desno nogo začela, pa sem pa obrnila, da bom v bistvu z levo nadaljevala, zato da mi izmenjujem, Tako da tista, ki te zdaj boli, na drugo stran, torej da je druga noga gor. Zdaj pa tukaj, ko se postavimo v stranski ta položaj, stranski plank, rečemo pred pripravo, komolec mora biti ravno pod ramenom, stopala mora biti pa v liniji zadnjico. Okay? In če so stopala v liniji zadnjico, ker ne bo malo bolj zaprta, je pol so kolena pred nami in imamo klen tak prost. Okay. Zdaj pa roko dam v boke in medenico si moram držati. Zdaj pa z izdihom odprem elastiko, pa vdih zaprem. Kar je tukaj napaka, je prva stvar, da se takole dol uležemo. Ja, ker tole, v bistvu sploh ne vem, kaj je tole, ampak pač tole definitivno ni prav. Ker takoj, ko se zleknemo, takoj, ko se v bistvu ven postavimo iz nekega nevtralnega položaja, takrat v bistvu se aktivirajo mišice, ki nimajo sploh kaj delati pri tej vaji zraven, oziroma mišice prevzamejo delo, ki bi moglo biti primarno na zadnjici trenutno. Torej, to je prva napaka. Ta druga napaka je pa, da se v medenici kolku zvračamo nazaj. Ja? Tukaj nam zdaj dela trup, rotacija v trupu in ne kolk. Torej, želim samo, da koleno se odpre. Koleno odprem, vdih zaprem. Koleno odprem, vdih zaprem in medenica je na mestu. Pač majčkeno je normalno, da gre nazaj, sploh če želiš ful odpreti, ampak ne smeš se pa nagniti. Ne smeš se nagniti na levo zadnjico. Gremo 3, gremo 2, gremo 1. In zdaj iz tega položaja zadrži odprto in dvigneš stopalo in pa greš. Desno koleno, pa je stopalo gležen gor, pa gre pa koleno odpre, pa se stopalo dotakne. Pa koleno, pa stopalo. Pa koleno, pa stopalo. Imamo 4, imamo 3, če imam premikanja v medenici, imamo 2, imamo 1. In zdaj zadržim v odprtem položaju in probam stegniti nogo in probam nazaj pokrčiti. In probam stegniti in probam nazaj pokrčiti. In probam stegniti in nazaj pokrčiti. Ajde, stisnem trup, močan telo in še malo. 3, imamo 2, imamo 1 in se spustimo dol. Spustimo se pa dol takole, da se v bistvu uležemo na levo ramo. Jaz bom tale zvočni mikrofon dala takole, tako vem, da se kar fajn sliši. Ok, zdaj se pa uležemo na iztegnjeno roko in zdaj želim, da takoj dvignemo obe nogi gor. In zdaj, ker smo na atletskem nivoju, se odrinemo še od roke. In mi smo v tej v bistvu taki pollunci. Ok? In ta položaj zdaj držimo in zdaj bom želela, da nogo zgornjo odpreš in zapreš. Roko lahko zadržiš z glavi zadaj za glavo, zato da se v bistvu stabiliziraš. Oziroma, da ti je mogoče lažji, če pa res ne moreš, daš pa roko naprej. Ajde. 4, 3, 2, 1, zadržiš ta položaj, majčkeno razpreš in zdaj želim, da se od spodnje roke, kot da bi jo hotel potegniti, se nagneš na levo zadnjico in potegneš gor. In bolj se nazaj dol spustiš in se poravnaš v isti položaj. Torej, zdaj roka spodi drsi, lahko imaš sprednjo roko za oporo, če greš si brez opore. In v bistvu spodnja roka ti ne pomaga dosti, ti pomaga lih toliko, da se na koncu zdajle nasloniš na njo, pa zdajle se lahko nasloniš na njo. Kolena razpiraj, narazen. Tako. Gremo 3,
Gremo 2. In gremo 1. In zadržimo zadnji položaj. Ajde, povleči se gor. Majčkeno razprij elastiko. 3, 2, 1 in okay, se lahko malo pomasirate, malo po zadnjici, malo takole po stranskem trupu in naredite en globok vdih. Okay, gremo zdaj na drugo stran. Okay, jaz se prestavim. Tako da lahko se ali prekucnete, ali pa mogoče pač, da boste me konstantno gledali, se tudi vi takole prestavite. In najprej štartamo, da se mu bo dobro slišal. Najprej štartamo tako, da imamo kolena pred sabo, pa da imamo stopala v liniji zadnjico. Linija zadnjice, kolena pred sabo, komolc pa vedno pod ramenom. In zdaj v tem položaju, pazi, da nismo takole, ampak se odrivamo stran od komolca, komolc majčkeno vlečemo lahko pod sebe in zdaj odpiramo. Kako je simpel. Izdih, vdih. Pazi, da se ne zvrneš, a ne? In pa, da držiš to celo linijo ravno in kolke poravnane. Čim bolj, no, kakor se da, pač normalno je majčkan, ampak overall kar držati. Bravo. Ajde, vztrajamo. In imaš 3, 2, 1, zadržiš, zdaj pa gremo koleno, gre do spodnjega kolena pa stopalo. Ok, kle se začne zdaj. Fun part, ja, zabavni del. Stran se odrivi, kle komod zdaj, a ne, že rama začne boleti in pol takoj zlezemo dol. Stran se odrivamo od rame. Tukaj je vse en, kaj delaš vdih, izdih ali kontra, čist po feelingu. Sam fajn drži močen trup. Gremo 3, odpri, 2, odpri, 1, odpri, zadrži in zdaj steguj nogo. 1, pa probi se kar v stik prideti s stopalom. 2, pa pazi, se ne nagneš, da sem se že majčkeno nagnila nazaj, zaradi tega, ker ne moram več držati odprtega kolena. Zdaj pa vrca, brca. Moja leva zadnjica je malo bolj švoh in zdaj se prav matram, da tole držim odprt. Zato, da sledite z mano in da vidite, kako mora biti kolena gor obrnen. Ampak kako mi držim gor. Tako da dajmo 3, 2 in zadnji. Ok, uležemo se. Jej, spet smo v pauzi. In zdaj se odrinemo gor. Torej, dvignemo obe nogi, odrinemo se od dlani. Ja? In zdaj probamo dvigovati iztegnjeno nogo gor, če gre brez roke, a ne? Torej, da roka ni v opori, komot je pa. Zdaj sem rekla, da tole se mogoče bolj sliši, če vas imam spodaj. Tri, 2, 1 in zdaj zadržiš ta položaj, zdaj pa želim, da potegneš kolena k sebi in se potegnemo gor in kolena damo na razen in se spustimo nazaj dol. Ja, tukaj zdaj tam, kad je težji, tam lahko uporabiš izdih. Recimo, izdih je meni tukaj težje, da držim stabilen trup. Ko se poravnam, vem, mislim, je ta del dosti lahek, ne? Ampak zdaj, če v bistvu primarno bi se bilo vračati v ta položaj z izdihom, zato da v bistvu ne popuščamo, da ne dihamo in da se ne zvijamo, a ne? Torej,
greš skupaj in se poravnaš. In gremo. 3, 2, in 1. In zdaj zadnjega zadržimo. Noge gor, roka samo dlanje na tleh, ne komolc. Rama, v bistvu rebra, rama, komolce je od tal, mačka napnemo še elastiko. Imamo 3, imamo 2, imamo 1 in imamo pauza. In se lahko pomasiraš. Good job. Bravo. In to še ni konec. Ne, imamo še brik. Tako da, počasi se dvigneš v sedeči položaj. Jaz si tole nazaj naštimala. In spravimo elastiko dol na gležnje. Tako, jih imamo zdaj na gležnjih. Zdaj, jaz se bom pobrala preko strešice, tako da gremo lahko na vse 4 in potem preko strešice v razteg. Pete kar dol porinemo proti tlom. In potem se z rokami sprehodimo nazaj. Ok, malo kolena pokrčena. Raztegnemo, sprostimo in potem počasi iztegujemo kolena. In vretence za vretencem pridemo gor. Ok, če tega brika nimate doma, lahko za isti namen uporabite marsikaj drugega. Lahko uporabite utež, lahko uporabite brisačo, lahko uporabite karkoli vidite in najdete, da vam da v bistvu to, da je peta majčkeno višji. To je to. Torej, zdaj bomo jaz bom z obema nogama gor stopila in se bom spustila dol v počep. Zdaj, primarno, ta prva stvar, ko jo bomo tukaj naredili, je, da bomo z levo nogo šli v stran. Torej, naredimo tep, pa skupaj. Tep, pa skupaj. Ja, kar nadaljujemo, jaz se pa obrnem takole. Ja, tep pa skupaj, tep pa skupaj. In imamo 3, imamo 2, imamo 1 in tukaj se zadržimo v tem v bistvu odmiku. Lahko je malo pokrčeno koleno, lahko tudi majčkeno naven gleda. Zdaj pa želim, da gremo dol v počep, ampak na tej nogi. Ja? Če gledate mene, jaz sem z medenico naravnost na to nogo. Moja teža ni tukaj, moj telo ni tukaj, ampak je tukaj na tej nogi in dvignem gor. Ta je lahko tudi takole na prstkih, pa ne boste mogli obremeniti, ne? Sam pač meni je boljša pozicija tudi zaradi kolena, da mi ga ne zvija noter, ne? Pa gremo počasi dol, pa gor. In imaš 4, 3, 2 in 1. Dol zadržim, stopim skupaj in grem druga noga. Ven, not. Tep ven, not. Tep ven, not. 3, 2 in 1. Zadržim zunaj in grem dol samo na to nogo pod mano. Bravo. Super. Še malo. 3. Gremo 2. Izdih, greš gor.
Vdih zgori, zadržiš in začneš izdigovati, ko se vrati. In zadnja. Super. In stopi skupaj. Mačkam pauze, malo pomigamo. Ok. Zdaj pa stopiš z levo, v bistvu ena noga je gor. V bistvu ga zamenjamo, tako da gremo spet na to, ki je malo bolj spočita. Ena noga je gor, druga je pa dol in zdaj delamo počep. Torej, zdaj pa lahko delamo počep čim nižji dol. Torej, spustiš, kolikor nizko gre, dvigneš. Spustiš, dvigneš. Spustiš, dvigneš. In zadnjega. In zdaj začnemo. Greš dol in stopiš skupaj in narediš tega ozkega, pa peta te noge, ki je šla skupaj, mora biti gor. Stopiš narazen, navaden počep. Stopiš skupaj, ta peta je gor, stopiš narazen. Stopiš skupaj, stopiš narazen. Počas. Ajde, 3, 2 in zadnji par, torej paš dol in gor. Vse to moramo ponoviti, zdaj le še na drugo stran. Tako da zamenjamo. Lahko se malo nadihamo. Jaz v bistvu namen vsega pa teh videov je tudi, da ne bom izrezvala te stvari ven. Zaradi tega, ker je normalno, da ste zadihani in je tudi normalno, da pač si vzamete pavzo. Ne bomo zdaj forsirali, zdaj pa naredite cel trening od začetka do konca, brez tega, da pač se malo nadihamo. Ok, smo ready? Smo. Nismo, ampak smo. Najprej navaden počep, torej stopiš narazen, pete obe sta dol. Greš globoko dol in dvigneš gor. Globoko dol, dvigneš gor. Super. In zdaj začnemo. Greš dol, greš skupaj, peta je dvignjena, greš narazen, peta na tleh, skupaj, peta dvignjena, narazen, peta na tleh, skupaj, peta dvignjena, narazen, skupaj, narazen, skupaj. Vdih, ker smo hitrejši, vdih dol, izdih gor. Dva in ena. In pauza. Super, the best. Nismo še čist konc, ampak si slečemo elastiko. Tako da to je že dober znak. Brig bom zdaj dala tako, vi ga ne rabite prestavljati, samo da stopimo zdaj z desno nogo gor. Ja, z desno nogo stopimo gor. Še malo se nadihamo. Ok, zdaj gremo lastovke. To je v bistvu malo težja vaja za zaključek, zaradi tega, ker zahteva ogromno ravnotežja. In nas zna majčkeno bolj razmetavati, kakor če bi to vajo naredili na začetku. Ravnotežje je vseeno dobro delati na začetku, ko je telo spočito, ampak je pa tudi zelo fajn ga delati takrat, ko je nespočito, ker pač zahteva veliko več koncentracije in veliko več dela od telesa. Tako da, desna noga gor, zdaj se pa nagnemo naprej v lastovko. V lastovki želim, da potegneš koleno k sebi in ga iztegneš nazaj. Če kdo želi, lahko greš še z rokami. Objameš
Z izdihom iztegneš. In gremo. 3. Gremo 2. Gremo 1, zadržiš. In greš dol, mačkam v predklon, pa dvigneš gor. Dol, mačkam v predklon, pa dvigneš gor. Mačkam v predklon, dvigneš gor. Hajde. Če so roke pretežke, imamo kle, mogoče mačkam lažji. In 3, 2 in 1. Jej! In zamenjamo nogo. Ja, če ste delali pravilno, no, sta dve stvari. Če ste delali pravilno, pa če ste delali, če v bistvu so dovolj aktivne vse mišice, ki morajo biti, a ne. Vas čutite v zadnjici, pa malo zadnje lože. Če pa je premalo aktivna, globoka trebušna, da so gluteusi že toliko utrujeni, da popuščajo, pol zna iti pa ful hiter na hrbet. Ja, ni nič narobe, edino vaje se pol izogibamo oziroma lahko pridete hitreje ven iz vaje, če zaboli hrbet, ne, oziroma če začne boleti. Je pa dolg proces, da se ojačajo vse mišice okoli, da sprosti hrbet, a ne, ker hrbet vedno bo delal namesto onih mišic, ki niso aktivne. Ja? In takrat, ko mi aktiviramo gluteuse, ker so gluteusi dosti vzdržni, da jih lahko matramo celo uro, pa ne popustili, oziroma ker imamo mi zavedanje, da jim ne dovolimo, da popustijo, takrat pol redko kdaj gre na hrbet. Drugače pa iz prve vse gre na hrbet. In pol imate pač občutek, da boli spodaj, pa ob hrbtenici gor, ker se mišice zategnejo, lahko tudi na levi pa na desni. Nič narobe, ne se bati, ne zaradi tega zdaj dela celo paniko, kao ne sme več telovaditi, ampak sam prej iti ven iz vaje, malo bolj v easy štarta, definitivno ne z atletskim pilatesom, in pol se dosti ojačamo, da to prenesemo, da pač hrbet ne dela več. Še ta. Dvignemo, evo ta leva, moja slabša, tako da z izdihom digneš gor. Z izdihom digneš gor in štartamo koleno pod telo in z izdihom ven. Zdaj tako, prej sem pokazala to vajo, ko objamemo koleno, lahko ga delaš, če si zdaj v bistvu, če se ti zdi, da si dovolj močan, dovolj stabilen, da lahko delaš to vajo. V mojem primeru, jaz se te vaje zdaj bom izognila, zato ker me leva in moja ful bolj nestabilna. In tako da, zdaj se jaz fokusiram na to primarno vajo in si je ne otežujem. Kar je ful pomemben, ko enkrat začnemo telovaditi in ko enkrat začnemo delati na vajah pa na svojem telesu. Ne hitimo in ne forsiramo se v neke trendi vaje, ki dobro izgledajo, če nimamo baze. Meni je ta vaja dovolj težka. Če jaz vem, kaj delam, mene že vse boli. Ja, in gremo 3, gremo 2 in gremo 1. Super, zdaj se pa dvignem gor, tako, pa se počasi pustim dol. Evo, jaz vam klele tako malo bolj šlo vse, po zadnji loži, nasploh moja leva in ne forsiram v neke težje vaje. Če bi jaz hodila kle forsirati v neke vaje, v neke variacije, ekstremno komplicirane, dvo-trofazne, kakorkoli, pa jaz izgubim svojo osnovo. Jaz ne vem več sploh, kaj moram v osnovi čutiti in graditi. Tako da vedno ostajamo na osnovah, če nam osnove niso že tako avtomatične in simple. Se moram fokusirati, če govorim, oblam ravnotežje. Gremo še 2. Gremo 1. In pauza.
malo potresemo in se sprostimo, ker je to. Samo še mačkam streča. Na koncu damo brik stran, gremo v predklon in se z rokami sprehodimo naprej. Pa gremo v goloba. Golob ali the pigeon pose. Koleno potegneš pod sebe, pa ga pa tako malo naven zasukaš in se usedeš naravno zdol. Pazi, da se ne usedeš takole. Za nekatere je tole fajn, ker je to predvaja goloba, ne? Ker v bistvu kolena, kolki ne omogočajo, da se še dvignemo. Ampak glede na to, kje smo, na atletskem, je tole že kar osnova, da tlele počivamo. Ja? Lepo prosim, če ste tale trening naredili, pa da se vam je zdel pretežek, da se vam je zdel, da ne morete zdržati do konca vsake vaje, da v bistvu da ne morete zdržati do konca, torej vsake vaje, da ste mogli pri vsaki vaji majčkeno delati pavze, da ste nestabilni, da čutite hrbet, da opažate, da se nagibate, da kompenzirate v telesu. Naj ostane atletski pilates še nekako malo v prihodnosti, proti čemu strmimo in pač raje delamo na temeljih, na osnovah. Gradimo od znotraj, gradimo globoko trebušno, gradimo sploh zavedanje dihanja, sploh zavedanje, kje je moje koleno tekom celotnega gibanja, kje je moja rama, kje so moje lopatice, kje je moj vrat, pozicija glave. Vse to je treba primarno krepiti, ker enkrat pridemo do takih vaj, kot smo jih delali danes, ni časa se ukvarjati, kje so moja rebra, kje je moj vrat, kako so moje rame, jih jaz zategujem gor v vrat, v ušesa ali ne. To je pomembno pri pilatesu, oziroma pri vsaki vadbi, da se dela osnova in da se dela osnova kvalitetno. Da se ne hiti čez vse, ker popolnoma nič, pa verjamete meni, popolnoma nič ne pripelje do cilja hitro. Torej, če vam je cilj ojačati telo, če vam je cilj se dobro počutiti, imeti zavedanje, biti brez bolečin, potem gremo počasi. In ta počas pomeni tudi leto, dve, da pridemo do enega taka stanja, ki si rečemo, wow, pač ful sem ponosen nase, pa še takrat je milijon vaj, da otežimo situacijo, milijon kombinacij, da pač imaš občutek, da si na začetku, čeprav si daleč od tega. Tako da vedno je napredek, ampak ne moramo štartati na koncu. Ne moramo štartati pri intenzivnih vajah, ampak moramo štartati pri osnovah. Moramo štartati, da vemo sploh, kje je naša globoka trebušna. Ok, strešica, majčkeno nastegneš in nazaj. Ja. Tako da, zdaj imamo na desni goloba. Zdaj, kaj če vam tudi paše, lahko se gibate, lahko greste na komolce, vse lahko počnete v strečih. Jaz dam majčkeno strečo, ampak streči so meni osebno take zelo individualne vaje. Torej, in tudi čas, da si lahko prilagodite streč po svoje. Vsak ima neko svojo linijo, ki ga zateguje, neko svojo mišico, ki mogoče mu bolj paše, da se razteza kakor druge. In tukaj je ta tudi v času streča je čas, da se raziskujete. Torej, da vidite, a mi paše, če se takole raztegnem, a mi paše, če se takole raztegnem, a mi paše, da grem dol, ali da se uležem dol. Pač tukaj je v bistvu na vas, da raziskujete, kaj paše telesu in pa lahko najdete različne variacije in spoznavate svoj telo, spoznavate, meni pa kle zateguje, kaj bi to bilo, recimo. Tako da ja. Vsi tisti, ki ste prišli do konca, do tegale momenta, hvala lepa, to je prvo. Drugo pa, tako je, če delam YouTube v slovenščini, ker pol blebetam do nemoglosti, govorim vse živo, tako da upam, da so vam stvari zanimive, da pač jih poslušate, ampak ja, streč izkoristim mogoče tudi za kakšno tako stvar. Če delam YouTube v angleščini,
nimam toliko velikega besednega zaklada, da bi si lahko privoščila to blebetanje v nedogled in to razlaganje in to v bistvu, kako se reče, poglabljanje v samo situacijo in znanost gibanja. Tako da good for you, da ste tukaj in da me poslušate, ker nekaj novega boste ziher odnesli. Če ne, vsaj vas spomnim na mogoče neke določene pomembne zadeve. Ok, zdaj pa počasi vrneš. Ne bom preveč dolg bila na strečih pri teh stvarih, zato ker imamo ogromno videov ločenih strečov, ki lahko delate skupaj s tem videom ali jih naredite ločeno. Tako da s tem to vadbo zaključujem. Najlepša hvala, da ste bili z mano, sploh če ste prišli do tele točke, da se vam lahko zahvalim. In upam, da ste uživali in upam, da boste vsaj malo čutili zadnjico naslednje dni. Lepo bodite, do naslednjič!